Glede, vi že veste, ne, da je v februarju letošnjega leta potekal mandat gospodu Testenu, da je on bil predsednik Vrhovnega sodišča v preteklem obdobju in da je potem kandidiral gospod Đorđević, ki, kot veste, ni nadaljeval svoje kandidature. Ustavil bi se pa nekoliko pri kandidaturi gospoda Šorlja. Poglejte, izjemno zgovorno dejstvo je, da se bom dotaknil tudi novinarjev, nekaterih tkar z imeni in priimki, ker tak sem. To me boste težko spremenili. Ko je gospod Šorli napovedal kandidaturo in prednji, je seveda prišlo do tega, da so kakorkoli v sodstvu razpravljali z njem, je Večer in pa vaša kolegica Čoplova že zapisala, da je to kandidat, ki nima prav nobenih možnosti in da je na nek način outsider. S tem, da te gospe na hodnikih Vrhovnega sodišča skoraj ne videla, komentirala je pa dogajanje na Vrhovnem sodišču. Sledija seja, kar povem, da je po moji oceni pripravljala teren za gospoda Zalarja. Sledija je seja, obča seja Vrhovnega sodišča in pa sodnega sveta. Kot veste, sodni svet potrdil, obča seja Vrhovnega sodišča ne. Obča seja Vrhovnega sodišča tudi ni podala nobene razložitve, zakaj gospod Šorli ni primeren. Kar je na nek način malo nenavadno. Da nekomu rečeš ne, pa ne poveš zakaj. Sledilo je obravnava državnem zboru. Se smo morali upozoriti na absurd, ki je takrat bil, ko je gospa Beblerjeva zelo jasno povedala, da SD in odnosno koalicija kandidata ne bo podprla. Temeljni razlog leta 2004 je oprostil Pavla Rupnerja. Če je to kriterij, ki so prosim, da se zamislite nad njim, potem seveda v Sloveniji ne moramo dobiti normalnega predsednika Vrhovnega sodišča, ker s drugimi besedami to pomeni kaj? To pomeni, predsednik Vrhovnega sodišča je po mnenju koalicije lahko samo tisti, ki je vedno obsodil dejstva in vedno oprostil leve. Druge možnosti ni. Če je gospod Šorli 4 sodbe izrekel na teden, recimo 3-4, je obsodil 22 ljudi ali jih oprostil v svoje delovne kariere. Verjetno je obsodil leve, desne, črne, rdeče, kakor hočete, ampak po takim kriteriju nihče nima pogojev za predsednika Vrhovnega sodišča, če je kolikor toliko poprečno in normalno sodil. Za mene je bil to presedan, ki mu je, vsaj po mojem mnenju, dano premalo poudarka v javnosti. Vidite, kandidatura gospoda Masleša je bila že en dan ali 2 dni po njegovi napovedi s strani gospe Čoplove označena za to, da je to pa pravi favorit, da je to oseba, ki absolutno je pravi kandidat na pravem mestu in tako naprej. In da se to govori tudi po hodnikih Vrhovnega sodišča. Tam pa ni bilo. To pomeni, da gre za bolj PR kot gospoda ministra, ki jih ima tako že 8 v mojih podatkih zaposlenih. Če pogledamo naprej, mi smo prvič na gospoda Masleša upozorili 99 leta na programe na razpolago ob imenovanju trajni mandat, odnosno imenovanju za vrhovnega sodnika. Upozorili smo na vsake ste dogajanja na meji in tako naprej. In smo reči, to mogoče novo za vas, da sem v tistem času dobil eno veliko število klicev, sporočil in tako dalje, sodnikov, tožilcev in tako naprej. Vsi so me opozarjali na dogajanje leta 1999, vsi so me opozarjali na okoliščine, ki so vam danes že znane, od tistega tepihovanja Slovenije naprej. Ampak več ali manj pa tudi vsi povedo, prosim, ne izpostavljajte mojega imena. Bojim se za službo in tako naprej. Imam družino in tako naprej. Jaz sem na osnovi tistih podatkov, ki sem jih takrat dobil 7.10. tako na svoje spletne strani, kot na spletni strani SNS, kasneje je zadeva povzela tudi Demokracija, avtorstvo mojega članka, zelo jasno povedal, kaj so razlogi, zaradi česar ta gospod ne more biti, ne bi smel biti kandidat za predsednika Vrhovnega sodišča. Seveda sem se zognil, če boste ti članek brali trditvam, ker me gospod lahko toži. Zato sem mu postavil 5 vprašanj, ki so se nanašala na tisto smrtno kazen, na brutalno ubite ljudi na meji,
na razkazovanje orožja, na tako imenovano tepihovanje Slovenije se strani in tako naprej. Gospod ni nikoli odgovoril. Žal lahko ugotovim tudi to, da odziva v slovenski javnosti na to nima, kljub temu, da je sajni tehnik to objavil. Sledilo je 14 dni grobne tišine. In v tistem času, kot ste nekateri zapisali, internacionalizirali, sam bom pa rekel tako, da smo obvestili tujo javnost, tako kot v drugih pomembnih primerih. Čeprav je to bilo označeno za strani nekaterih, se povečujem, za tožarjenje v tujini in tako naprej, pa vendar ne gre za povsem normalen način komunikacije s sorodnimi strankami ali veleposlaništvi in tako naprej. Sledili so številni klici s terena. Moram ponovno pozoriti in se zahvaliti vsem tistim, ki so nas ali so me kontaktirali v tistem času. Glede, sledila je seja sodnega sveta, obča seja vrhovnih sodnikov. Dva vrhovna sodnika sta bila proti. Spisala sta posebno obrazložitev, kjer sta pravzaprav potrdila tiste navedbe, v kateri sem tudi sam pisal. In se spraševala, v kakšni državi živimo, da lahko nekdo kandidira na tako odgovorno mesto. Preslišana sta bila in nekako okrcana se strani sedanje začasne predsednice vrhovnega sodišča, ki trdi, da je vse razčiščeno, da je kandidat vse ovrgel. Lepo vas prosim, kako pa bi lahko kandidat vse to ovrgel? Takoj zatem se je oglasil častna izjema ustavni sodnik gospod Zobec, ki je v trdilni obliki zapisal vse tisto, kar sem sam kakšne 3 tedne prej v obliki vprašanj postavil kandidatu. Seveda so se oglasili tudi drugi sodniki, kot veste, katera imena so v javnosti, tudi koprski, nekateri so njegovi sodelavci. Mi vas opozorim še na en prispevek, ki je tudi danes objavljen in govori o ubojih na meji in o postopkih, kako je to potekalo. Mnogi bi me lahko, tisti, ki me bolje poznate, vprašali pa rekli, kaj si pa ti vedel o tem? Zasedel sem na zadnje visok položaj v policiji v tistem času. Glede, do 1989 sem te naloge upravljal, vam lahko rečem samo naslednje. Na območju Celja ni meje, to je ena zadeva. Ko pa sem vodil regijo, pa smo imeli samo 14 km meje, Zgornja Savinjska dolina, ker bi ilegalnih prehodov in to vrstnih incidentov ni bilo zaradi konfiguracije terena. Jaz nisem nikoli v življenju seznanjen v tistem času, govorim pred letom 90 v tajnih uradnih listih, ki so dovoljevali uboje. Ki so absolutno dovoljevali uboje na meji. Spomeniki dvema otrokoma, gospe in gospodje, stari ima 7 let in 1 leto. Je danes objavljen v eni od slovenskih revij. Ker se generalmajor Marjan Krajnc razpiše, odnosno govori o tem, kako je to potekalo. Kako so bili ti ljudje zakopani izven pokopališč. Po meni znanih podatkih iz istega časa in seveda javno objavljenih predpisih in zakonih je bil ilegalni prehod meje prekršek, za katerega je bila predpisana kazen od 1 do 3 mesecev zapora. Samo tajni predpisi, vezani na vojsko, so dovoljevali ubijanje. Vprašajmo se, kaj to pomeni. Človek se zdrzne v pogledu na tisto fotografijo spomenika otrok.